danes bi ti s ponosom in veseljem rada povedala, kaj so to portalne slike, kako mogočne so in kako jih lahko uporabljaš. Zato sem res pripravila eno tako simpatično, kratko video učenje, zato da lahko to razumeš, ker to je enostavno, ko pride v tvoje življenje, moraš razumeti. Portalne slike, da so ljudje prvič ozavestili njihovo moč, se je zgodilo, ko so išle moje karte Mistični nadangeli. Takrat so ljudje, ki so jih dobili domov, so rekli, to je noro, te karte so žive, to je neverjetno, kako to govorijo, kakšne stvari se dogajajo. Ravno zaradi tega, ker so te karte opremljene z portalnimi slikami. Ampak zato, ker kart glih ne naredimo, razumeš, vsak mesec pač veliko, na vsake toliko časa, definitivno pride v tvoje življenje, sem dobila neko navodilo iz ezoterike in sedaj so tukaj za tebe portalne slike, ki te bodo enostavno navdušile. To moraš enostavno sprobati njihov efekt, ampak bi te najprej rada povedala, kaj so. Portalne slike je projekt, katerega smo naredili in predstavlja neverjetno, kako bi ti rekla, mogoče največ bi rekla tako, predstavlja most, ki je fizičen, ampak hkrati pa kanalizira energijo angelov, eteričnih bitij in tako naprej direktno v tvoj dom, direktno v tvoje življenje in direktno v tvojo podzavest. In sicer tukaj so 3 novi programi. Oblikovano je v obliki programa, katerega lahko zakupiš na naši spletni strani na potovanjeduše.si. Imaš tam prav spletni programi in tam so prav portalne slike. Zdaj pa ti predstavljaj, to so slike in ti bom povedala, kakšne opcije imaš, katere si lahko ti preneseš na telefon, ali si pa preneseš na telefon, ali si pa preneseš na računalnik, ali si jo pa natisneš, lahko jo uporabiš na kakršnekoli načine. Tako je zate pripravljeno, torej, da jih lahko tako uporabljaš. Zraven te slike, ki je zelo, zelo energijsko močna in tako je bila tudi risana in potem sem jaz osebno to inicirana, imaš potem zraven še napisano, kaj ta slika je, kako lahko z njo delaš, kaj prinaša, in zraven je priložena še meditacija, kjer tudi ti lahko to sliko seveda aktiviraš. Zdaj pa kako stvar teče. Recimo, če imam jaz portalno sliko in si jo prenesem, vsi imamo telefone danes, in si jo jaz prenesem za ozadje na telefonu. Ti moraš nekaj vedeti. Recimo, da imava na sliki gor recimo nadangela Mihaela. Pa recimo, da je mesec nadangela Mihaela, recimo en tak mesec, ti piše mesec za nadangela Mihaela, recimo september, In recimo, da je mesec september, takrat je zelo ta njegova energija prisotna in imaš ti nadangela Mihaela aktiviranega recimo na svojem telefonu. In ti greš lahko na telefon in gledaš svoje maile in gledaš socialna omrežja in tako naprej, ampak zato, ker imaš v ozadju aktivirano, torej portalno sliko nadangela Mihaela, ko je bila enkrat zaktivirana in ozaveščena tudi z tvoje smeri, ti potem ne rabiš, vsak dan nadangel Mihael, prosim, varuj me, ali pa prosim, prereži eterične vezi za mene in tako dalje, ampak avtomatsko vse, kad delaš svoje dnevne aktivnosti na telefonu, ker imaš ozadje nadangela Mihaela, tvoja podzavest to prepoznava, avtomatsko, kad vidi sliko, ve, to je tisto, ker sprejema pomoč nadangela Mihaela, in avtomatsko v ozadju tečejo te procesi, ker ti sprejemaš pomoč nadangela Mihaela, veš, kaj mislim? In to je res neverjetno. In to res toliko močno deluje. In to je eno tako eterično programiranje, ampak če se strinjaš, je seveda zelo, zelo svetlobno. In to smo pripravili. In izoblikovali so se zato, da bo definitivno, jaz mislim, da to je drugače najlepše darilo, katerega lahko recimo komu ali za božička, ali za rojstena, kakorkoli recimo že podariš. In izoblikovali smo 3 programe, 3 programe z portalnimi slikami. In sicer gre takole. Vsak program ima noter 12 portalnih slik. Najprej imaš pač ta splošni, jaz mu rečem, eterično-angelski program, ki gre dobesedno po mesecih. To pomeni, kot sem že prej rekla, mesec september recimo posvečen nadangelu Mihaelu in imaš cel mesec recimo za ozadje na računalniku, na telefonu, kakorkoli že nadangela Mihaela. Na začetku meseca recimo narediš tisto priloženo spisano aktivacijo,
kar sem dala zraven z Mihalom in to je to. In to cel mesec dela s tabo. Pa greš pa recimo naprej na naslednji mesec, pa imaš potem recimo primer oktober na dan Rafael, pa potem imaš november recimo boginja Lakšmi. Razna bitja so se tukaj združila, a ne pa boginje, pa angeli in tako naprej. Se boš sama raziskovala, ne? To je prvi program. Potem drugi program so čarodejske portalne slike. To je pa za tiste, ki si želite zelo manifestirati. Čarodeji so bili največji manifestatorji v zgodovini, zaradi tega so jih tudi tako močno preganjala, veš. Ampak vsi recimo beli magi, ki smo jih šli mi kadarkoli raziskovati, in to ljudje marsikdaj ni bilo prav, zato so potem magijo dali v nek tak bav predal, ampak to je daleč od resnice, ne. Ampak v bistvu čarodeji so bili tisti, ki so nekaj rabili, so uporabljali eteriko in so znali to fizično pričarati. To pomeni, da so se jim stvari dobesedno pojavile. Čez zgodovino so te sposobnosti definitivno se zelo umaknile, zaradi tega, ker je bilo to preganjeno, zato, ker je bilo to obsojeno in tako naprej. Ampak danes se mi, moderni magi, želimo vrniti nazaj v to. Želimo imeti dostop do take manifestacije in s to namero so bile narejene, ustvarjene čarodejske portalne slike. Merlin, Morgaine, Vivian, Ištar, Isis in ostale čarodejke, vse od Egipta do Avalona, do grške magije in tako dalje, ki so bili najmočnejši manifestatorji, ampak hkrati tudi najmočnejši jasnovidci, preroki in tako dalje. In vse to ti bojo recimo prinašale čarodejske portalne slike. Res ful sposobnosti manifestacije, hkrati pa tega preroštva, kanaliziranja, jasnovidnosti in tako dalje. Potem pa mi je bilo rečeno, to nisem pričakovala, me je pa zelo globoko ganilo. Ta tretji program je pa tisti, jaz res, ko sem to slišala, mi je bilo nekaj toliko lepega. Ni bila moja ideja, definitivno je bila to angelska ideja, so pa portalne slike za otroke. Okay? To je pa prav recimo za vaše otroke, pa tudi recimo tam do najstniških let so bile pa ustvarjene za njih. Danes mi živimo v času, kjer so ste starši, definitivno bolj v skrbeh, glede na to, kakšen je svet, kakor so bili recimo naši starši do nas. Manj lahko pač zaupaš, več je otrokom treba razlagati, kaj morajo paziti, kaj ne. Vse je svet tudi lep, seveda, ampak na otroke je treba paziti. Dejstvo je tudi, da so otroci danes, recimo, če gledam svoje otroštvo, bolj obremenjeni, tudi v šoli in tako dalje. Veliko več se od njih zahteva, veliko več je tega časovnega, nekega pritiskanja na njih in tako dalje. In jaz lahko razumem, da tisti, ki ste starši, da vam je to ena taka stalna skrb na srcu. Zdaj si pa predstavljite, da ostajajo aktivacije in slike, katere vi lahko date svojim otrokom, lahko jih natisnete, pa jim date noter v zvezke. Oni otroci, ki so že malo večji otroci, pa že imajo te svoje telefone in lahko naštimate na telefone. Vi tisto, kar hočete, da vašega otroka varuje, ko hočete, da je res vaš otrok čuvan, mu samo lepo predstavite to portalno sliko, kaj predstavlja, kaj prinaša, pa da tudi izpolnjuje želje, kot da je dežurni božiček. In mu to samo dajte in vaš otrok uporablja. Ali mu boste to natisnili, ali mu boste tisti otroci, ki že uporabljajo računalnike, ali mu boste dali na računalnik, ali mu boste torej kam natisnili, ali kakšno puščico, dali kak zvezek, mu dali v šolsko torbo, razumete, pa ko grejo na taborjenje, pa mu daš na razumeš, na hrbtnik, pa te potem ne skrbi in lahko prav zbirate, tukaj lahko zbirate, torej kaj je tisto, ali želite otroku pomagati recimo pri učenju, ali recimo, če otrok kaj je strah, pa pol zbereš portalno sliko za to, ali pa če otrok kam gre, pa tebe skrbi kot starša, če bo varen, pa mu daš sliko za varovanje, razumeš, in potem glede na to, kaj otrok doživlja, v katerih aktivnostih je, pa tako naprej, ti kot starš v bistvu zbereš za njega portalno sliko in jo aktiviraš in je taka res čudovita aktivacija je. Zraven sem pa še vklopila eno darilo, eno tako meditacijsko pravljico za otroke. Vsi ti trije programi so že pripravljeni in so na voljo in so res kot dostopni zdaj za uporabo. Res, ravno tako kot karte, toliko smo jih delali z ljubeznijo, to je nekaj
tako zelo lepega, ko res si želim, da jih spoznaš, da jih raziščeš, uporabljaš jih, tudi tiste, ki so po mesecih, lahko uporabljaš, kadarkoli gledaš to vsebino, zaradi tega, ker lahko začneš ali februarja ali maja. Lahko pa tudi uporabljaš te portalne slike, ni treba samo po mesecih, ampak če kdaj posebej rabiš podporo, recimo, ne vem, da je februar, ampak ti rabiš podporo na Angela, Mihaela, kaj drugače september, lahko seveda komot uporabiš te portalne slike. Vse je zraven napisano tudi v drugem mesecu. Ko jaz upam, jaz sama jih uporabljam za te portalne slike povsod, ker se mi zdi, da tako res, že tako sprejemam eterično podporo, ampak vsakič, ko to vidim, me tako spomne na te lepe stvari v življenju, ki so nam dostopne. Veš, ker povsod nas programirajo slikami, kamorkoli gremo, veš, pa imaš informativne oddaje, pa tako naprej, dosti nas programirajo z negativnimi slikami. Kaj, če bi mi naredili zdaj eno aktivacijo, da bi se programirali in da bi našo podzavest programirali s tem, da vemo, da imamo eterično podporo, da lahko manifestiramo, da nas nekdo čuva, si predstavljaš to. Jaz mislim, da take slike naša podzavest rabi, zato da se začne to kodirati. In če ti je bilo to video učenje všeč in če ti je všeč to, kar si slišala, jaz mislim, da je prav, da raziščeš te portalne slike, da si naklikaš povezavo in naj te blagoslavljajo v tvojem življenju. Hvala, ker si poslušala to vsebino.